Živ, danes sem pa jaz v Zgornji Avstriji, blizu Linza, v Varjoveltu. Tlele imajo danes hišen sejem, oziroma dan odprtih vrat. Vidim, da je folka že malo morje, pa pojdimo kar pogledat. O, Dani, živ. Klemen, zdravo. Ej, hvala za vabil, tole pa vidim, da je ogromen. Ni kaj, lepo pozdravljam na našem Varjoveltu. Dan odprtih vrat imamo, super se dogaja, pridi pogledat. Organizacija je urenkaj, za jez, za pit, pusti se dobri, ljudi dost, mašin malo morje. Ej, v piko. Dani, jaz vidim, da ste s tole firmo močno povezan, kaj če bi kar ti malo porazložil zadevo? A da bi jaz kar nekaj rekel? Dajmo povej. Te pa bom nekaj rekel. Še enkrat dobrodošli v naši podružnici Varjoveltu v Valernu. Naša firma EZ Agrar je od leta 1946 zastopana v Avstriji. Imamo okrog 85 zaposlenih. Glavni sedež firme je v Linzu, to je enih 20 km od tukaj bek. Tukaj imamo pa one ta velike stroje. Tukaj se nahajamo na cirka 30.000 kvadratnih metrih, se pravi po naše 3 hektare veliko območje. Ukvarjamo se večinoma samo z veleprodajo, bi rekli po avstrijsko grosshandel. Jaz sem zadolžen za slovenski trg. Naša velika prednost je to, da imamo ogromno na zalogi. Se pravi, če stranka potrebuje, je tukaj. In se do nas, cirka to je do Slovenije okrog 220 km, se pravi, če imamo prevoz, je to v enem dnevu stroj pri nas. To se pravi, Dani, tvoj poslanstvo je, da prek tele avstrijske firme EZ Agrar v Slovenijo prodajate trgovcem, to se pravi Fligel, Muting, kjer imate še vse? Ja, nisi vse naštel? Ja, pozabil sem. Malo si pozabil, ne? Ne, imamo še Kvike, odlični nakladači, Country, gozdarske prikolice, mlado podjetje iz Estonije, ki se pa zelo prebija skozi trg in zelo kvalitetno tudi dela. Potem imamo tudi od letošnjega leta Poš v Sloveniji, potem imamo Adler krtače. Ja, neč, Dani, da mi je še en krog naredil, da ima viden tale razkošje tlela. Ja, gremo pogledat, ne? Tle imajo pa malo tistega poligona, to se pravi šiferje imajo, bobketa, tam le Findovga imamo specialnega nakladača, tako da se da malo videti, kako to deva. Tle imajo pa bobket program, to se pravi mini bagre, tole bi mogel jaz enkrat malo probat, pa tisto leta malo štemarco za kakšno malenkost biti. Tle imajo tudi malo tistega poligona od bobketa, tam le benga človeka ni not, ne vem, je daljinca, kva. Prek telefona to vse kontrolira. Evo, tle pa en mali bobi. Pa sem fest. Tle imajo pa še enega taka, da prav flitno stojiš gor na njemu, pa divaš. Tako da izbiri imajo malo morje od malih do ta velika. Tega pa jaz si mu. Kvap to dival. Stari Dani, tle pa tok prikol za pesel, kad si manj na enkrat ven odpeljal. Jih je nekaj, ne? Pri nas bi rekli prikol stolko, koliko ti srce poželi. Od največjih do najmanjših. Se pravi, od 3 tone nosilnosti do 15 ton nosilnosti. Dvigala od 4 metre do 8,5. Da se tudi dobiti ločeno dvigalo, ločena prikolica, z pogonom ali brez pogona. Prednost največja pa je, vse kar vidite tukaj, to imamo vse na zalogi. Evo, tola pesel kak kupil za unga, 4 cikla, za UTV-ja. Depletna profesionalno hmajno hodu. Pa vse za navadet, komande. Aha, evo, ima že not. Za male otroke in za velike otroke. Tako je, za velike fante. Za male ATV-ja oziroma čist majhne traktore, ta mala prikolica, za prave profesionalce pa forwarder sistem 8x8. To je zdaj čisto novo, mogoče kakšno dobro leto staro. Draž, bo to prav fan malo proba, Dani? Ja, glej, če mene poznaš, se lahko kaj zmenima. No vidiš, to ima delaj, tiste prav. Vidim tle še malo gozdarske mehanizacije. Ja, od letošnjega leta imamo tudi zastopstvo za slovenski trg, znamke Poš, visoko kakovostni izdelki, čist blizu naše slovensko-avstrijske meje, Lipnice.
Evo, Bobi, danes ti rekel, da so sami Avstrijci tu, okrog nas. Imamo tudi nekaj slovenskega. Si kar zabav. Podjetje Uniforest. Naše podjetje EZ Agrar je največji odkupovalec slovenske kmetijske mehanizacije v Avstriji. Se pravi, poleg podjetja Uniforest imamo polno zastopstvo za SIP. Tako da spoštujemo in delamo tudi na tem, kaj te jebote. Tako da tudi avstrijski trg zelo spoštuje slovenske proizvajalce kmetijske mehanizacije. Evo, še Uniforest eno besedo. Ja, zdravo. Nahajamo se na Vario Welt pri podjetju EZ Agrar. Vsake 2 leti je tale sejem. Veseli smo, da lahko sodelujemo z EZ Agrarjem že od leta 2014 in je to tudi naš največji partner v svetu. To se pravi, dobro sodelujete. Če dalje boljš. Pa Kircherji imajo tudi, pa Štil, s Štilem tudi fajn sodelujemo. Tlele imamo prezentacije, bencinske motorke, akumulatorske motorke, agregat, pometač, švas aparat, cel kapenih produktov. Tamle pa imamo kotička za mlade, za otroke, da se malo s fendom vozijo. Pa FJD Dynamics, avtonomna kosilnica je tale, sama voz. Drugač pa to firmo itak poznamo že od navigacij, ki jih s Tomažem montirava. To je na fletna 211 Vario. So pa na vseh priključkah pripet Fenda, zato ker tale firma tudi zastopa 30% Avstrije. Fendov zelene barve je tlela še pa še. Zastopajo pa tudi LS-a. Kajde, zakaj mi skoro šaflo zlezu. Že malo sem preveliki za to šaflo. Evo, kvikle kledače, to imam pa jaz na Kobodo gor tudi. Je vredi, ne? Super je, pa še oranžen je. Super zadeva iz Švedske. Z kvike nakladačami smo najbolj dolgo na slovenskem trgu in dobrih 15 let. Pa še na vse traktore. Poleg samih nakladačev imamo tudi vse priključke. Pa Gevel priključka, tlele je tudi balirka. To so kvalitetne stroje, temu je tudi cena primerna. Ampak če not pogledamo, se vidi zakvali te ketne, stari, to je noro. Pa kakšne zobnike. To pa ne pretehneš kar tako hit. Mater Dani, koliko je tole širok, pa fajn fligelca zadnji. Ja, tu imamo pa 15-metrski sistem z razdelne vlečne cevi z lemeži. Pa kot vidiš, nimamo samo pocinkanih sodov, ampak imamo tudi možnost barve. Pa fez bicikla gor, 30 pa podsolske, če prav vidim. Ja, tako ja. Bi lahko rekli po avstrijsko Vollausstattung, se pravi za polno opremo cisterna. Koliko je 12.000 litrska? 12.000 litrska. Dani, tole je pa ogromna reč, ej. A je sploh v kadre not? Koliko je kubikov? Ja, ta pa ima kar enih dobrih 45 kubičnih metrov. Sem vam kar zastala pri novitetah letošnjih, največji noviteti pri Fliglu. Od letošnjega leta naprej imamo kompleten silažni program. Po zunanjosti vam je to po moje kar znano od firme Klas. Smo prevzeli ponudbo silažnih transportnih prikolic, tako kot jo tudi vidite. In tudi poleg te prikolice silažne nakladalke. Trosilce. Kot vidiš, Fligl ima eno ogromno paleto strojev, od samih trosilnikov, hlevskega gnoja, se pravi na strgalno dno je pogon, do samih potisnih sistemov, ki je tudi najbolj razširjen. Od velikih, več kot 20-tonskih, do malih, do tudi 6 ton skupne teže trosilnikov. Fligl ima vedno 2 vertikalna valja, spodaj pa krožnike, tako da lahko imaš širok raztros, če imaš zadnji zaprto zadnje vrata, imaš zaprte je širok raztros, če imaš odprte pa 10 do 12 metrov. Če pa širok, pa 20 do 24 metrov. Poleg samih cistern ponuja tudi lastno razvit razdelilni sistem. Imamo to prednost, da imamo polžni sistem, saj ta sistem potrebuje samo okrog 20 litrov na minuto pretoka. Ima tudi prednost, da je vedno znotraj cisterne, se pravi, nikoli ne gleda izven cisterne. Tu noter pa pridejo vsi tujki, se pravi, če ne grejo čez to cev, če imamo noter kos lesa, kos železa pa bilo kaj, pride v to škatlico, se na koncu samo odpere in pade ven. Pri cisternah je od 3000 litrov pa vse do 30.000 litrov. Tam zadnji pa vidim potisne prikolice, to je pa najbolj zanimivo po Sloveniji verjete, ne? Ja, to je tudi en paradni konj od Fligla. Pri nas tudi bi lahko rekli, 99% potisnih prikolic je znamke Fligl. Pri potisnih prikolicah imamo pa razpon od 11 ton skupne teže pa vse do 3D 33 ton. Večnamenska potisna prikolica. Univerzalka. Univerzalka, tako je. Mulda. Mulda, to je tudi en izmed, kako bi rekel, vedno bolj razširjenih produktov oziroma prikolic pri nas, vedno več ljudi se jih poslužuje.
predvsem zaradi robustnosti. Evo, klasika. Klasika, kiper, tristranski kiper, od nekdaj že tudi pri hiši Fligl, od samih 2,5 tonskih prikolic pa do več kot 20 ton skupne teže. Tako da, če ima kjer kako popraševanje, ni problema, bomo vse rešili. Pri prikolicah, kako bi rekel, zaščitni znak, vroče cinkano podvozje, to ima malo kiri. Glavni program ima tudi veliko izbiro oziroma paleto različnih prikolic, kot vidite tukaj, za mini bagre in za ostale, težko gradbeno mehanizacijo. Jaz mislim, Klemen, da smo dosti povedala, zdaj pa smo si zaslužili eno pivo, ne? Jaz sem za. Ti ne si bo za? naredeva. Te pa gremo. Ajde, pojva. Važi, obljubil sem ti pivo, to sem držal, samo ziher nisi pričakoval na taki višini, kot smo zdaj. Res ne. Na zdravje. Na zdravje, čin, Čin. iz 25 metrov. Boža dol naja gledamo. Ne. Če bi še enkrat na zdravo. Komplet APV program, sjavance, česala. In takle mulčar je bil pa zadnjo pripet. Ne dejmo tako, če bi ga ihonil, prehrapa k. Ja, tako je, Klemen. Special Edition od Mutinga, imenuje se Shark, 2,80 m, tudi 3 metre, ampak najbolj razširjen model je 2,80 m. Od najmanjših 1,20 m do 6 metrskih ali pa še več. Skoraj ni opreme, da ne bi ta mulčar imel, če stranka potrebuje kaj posebnega. Tudi gorski program je tlela, saj Avstrija je precej v klancah. AIBI, tlele pa tudi pa še malo morjenih modelov. Gorske specialke, kako bi to rekel. Takole pa zlija po ena gledalna. Od ozadij pobira, fleten tle, pa hala gor, pa malo nožev vmes. Šifarjev je tudi dost, še več šifarjev. Tle se tam malo začnejo, pa skozi več naprej. Tamle so pa še te največji šifarje. Vidim pa, da ima en še uvijavko gor, ne vem, ima to za... Če gre li kakšno v nebo, da jo hitro ujame. Pa še en šotor. Na desen stran moj so bobkete, na lev stran pa še več šifarjev. Kakor vidim, prodajajo tudi Štrautmana, mašalne prikolice. No, tle pa daj kunov program. Tle vidimo ta prvo enega pajka, tle je 6 ur ten s 5,90 m. Toliko tak za Slovenijo, 6 ur ten, majhne vrtavke, lahek. Tle še enorotorsk zgrabljalnik, zadnji pajk vožen, tle še kača, matulčki. To se pravi sredinski zgrabek, stranski zgrabek, tle zadnji so pa balirke. Od kombiniranih do solo, tam pa še žilva zadaj. Tisti, ki te prvo balo naredi, dvigne tisla pokrov, pa še uvije. Kosilence je tudi kar dost, bočne, čelne, pa še slovenskega predstavnika sem najdel. Živ! Zdravo, Klemen. Sem Aleksej Vrečko, predstavnik Kuna v Sloveniji. Delam za firmo Kun Center Avstrija, katera tudi prodaja stroje Kun v Slovenijo. Kot si že videl, imamo pluge, sejalnice, različne podrahljalnike, potem predsetvenike, seneno linijo, kosilnice, obračalnike, balirke, mulčerje, prikolice za krmljenje. Smo še kaj pozabila? Mislim, da je že zelo to. Edino pozabila smo škropilnico, vidim zdaj tu. A ja, to je pa tam zadnji, ja? Ja. To so pa stroji za obdelavo tal. To na primer je stroj striptil, z katerim delamo vrstno obdelavo v travnik v kombinaciji z koruzno sejalnico, potem v sam travnik posadimo koruzo. To je sejalnica za koruzo, manjša varianta in pa sejalnica za koruzo z dognojevalci. Električna varianta, tale je mehanska. Tukaj pa še imamo potem predstavljeno samo sejalno enoto, koruzne sejalnice. Evo, tle so pa še kunovi mulčarji, pa tudi komunalni mulčar imajo. Spodobno smo mi takrat gor, tiste vrhove pri koruz rezali. Krožna brana Kun, Optimer, vrtavkasta brana, tale že zlija kar oranj petarda. Po zadnji lahko tudi prije sjavenca, možnost je solo setev ali pa kombinacija, tako je tamle, da je pripet na frezo, na vrtavkasto brano, tale pa že elektro varianta. Tudi dizajn me je všeč, pa je to lepa, pa te plastično pokrovo, že oranj kako ima futuristična. Pa še kunov pluga, se vidi še koliko je zbirje naprej dol. Še ne vrste podrahlača, tlele zadnji pa še predsetvenik, tudi od kuna, 4 metre je, Prolander, še kunov zgrabljalnik, malo huj izvedba.
Zdaj pa še Fenda, nemška kvaliteta. 716, 724, Black Edition po zadnji. Tako da je kar za videti, no. Od 936 serije do 209, v glavnem od tam malih do ta velikih. Tamle pa spet tule specialen teleskopar. Evo, da grem pa še malo tole petardo not. Da saj jih ne malo Fenda pokažem, tale je Black Edition, armatura, ta drugi ekran, tretji ekran, ta se sicer še gor posprav. Tlele pa poj še komande. Evo ga. Še ne par Fendovih balirk oziroma bivši leli, to se pravi kombinirana, solo, Jermina. Fendova kosilnica oziroma ista je kafela. Metulček, zgrabljalnik, sreden zgrabek, pajk, pa so pa tle nakladalne. Ista mengalca, 30 let oziroma skoraj 40 let stara, evo, še kar ista. Plahnat pleh, 5 pahal not, ka mengele garant. So kakšne detajle tudi drug. Tudi oblika, pleh, vse. Verjetno so ugotovili, da se bolj skoraj ne da narediti in so kar isto naredili. Še več Fenda je pa še zunaj. Tle imamo kosilnic, pajkov, traktorje, tamle še celo 4-uretensk, zgrabljalnik, pa poj nakladalne, balirke, v glavnem. To, kar Fend ponuje, to vse se tle vidi. Tamle zadaj pa vidim še 2 zvarine. Nakladalna Fend Tigo s potisno steno, zato da ima več kubikov dobi. V bistvu bivša leli, bivša rdeča, tle pa še Fend Katana. Silažen komban za koruzo, travo. Tle se pa ljudje poj prijavljajo za testne vožnje s traktorjem, s Fendom, kakšen krog naredijo. Tako da dogajanje je dosti, je kar za videti, no pa tudi za probat. Hallo, schöne Grüße von den Vario-Tagen nach Slowenien. Alles Gute. Malo smo posneli, malo smo še okoli tega sejma oziroma dan odprtih vrat, ampak tole je res ratano organizacijo, vse stroje tipi-topaj. Ja, mi smo se potrudili na polno, tako da bi le štimalo za vse stranke, kjer pridajo. Upam, da ti je bilo všeč. Top. Hvala, da si prišel. Res je bilo en zelo lep pa dober dan. Tako da, če bi imel bilo kjer kakšno vprašanje, glede mehanizacije, ki jo prodajamo, tukaj So podatke. tako, link, podatki. Tako, zdaj pa na koncu še enega na trdnih tleh, bi temu rekli. Tale je bolj zihar. Ja, tako, na Na zdravje. zdravje. Čin. Živ. Takole za finiš, pa še malo piše kaj. A je tako? Tak je. Ja. Evo.